Jaz bom še kar naprej mamo postavljal na prvo mesto. Namreč, lejte, to je popolnoma logično. Lejte, ljudje se poročijo, pa se ločijo že po 1 letu, 2, 3. Nekje sem bral eno statistiko, da ne vem, koliko ljudi se loči že po 3, 4 letih, mislim, da celo 1/3. In, lejte, statistično gledano, lahko mami veliko bolj zaupaš, kot pač partnerki. In tako je. In tudi, če bo kdaj katera mene dobila, ji svetujem, da bolj zaupa svoji mami, kakor zaupa meni. No, seveda pod pogojem, da ima tako dobro mamo, kakor jo imam jaz. Nekateri imajo tudi malo čudne starše, tako da to je res. Lejte, zdaj, čist neka druga zgodba je, če gresta dva skupaj, ne vem, sta od 20 leta skupaj, pa imata 3 otroke, pa živita skupaj že, ne vem, 30 let, tisto popolnoma razumem, da človek pred partnerko postavi pred svojo mamo. Ne morem pa jaz zdajle, bom eno dobil in zdaj bo pa ona vse, mama pa nič. Lepo vas prosim, v mojih letih, star sem 55 let, ne bom nikoli mogel dobiti take, da bi postavil pred mamo, ker v mojih letih se niti tukaj ne zaljubiš več, niti jaz, niti ona, tako da ne vem, kdaj bi lahko bolj partnerki zaupal, kakor mami. Drugač pa pišete mi, da mi ni noben nevoščljiv. Ja, lejte, jaz ko pa malo okoli gledam, kaj ene ženske moškim delajo, no pa tudi, kaj eni moški delajo ženskam, ne? Tako da jaz mislim, da jim je mrzdo nevoščljiv mojega samskega življenja. Pa še to, ne, da sem nesposoben mamin sinko, ki se mami drži za kiklo, kakor ste napisali. Lejte, tudi, če bi malo dlje spremljali, bi lahko videli, da nisem nesposoben. Drugač pa zelo cenim to, da ste tukaj dolg komentar napisali, tako da gledalci kliknite na komentar, pa si celega poglejte. Pa seveda ta video imate tle link spodaj, pa si ga poglejte.